Šolski zvonec je zopet naznanil začetek pouka ob vstopu v šolsko leto 2018-2019. Vstopili smo v september, z njim pa so v osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemlja zakorakali tudi prvošolčki. Prišle so že kot prijateljici. Ja. Pa tudi skupaj v vrtcu sva bile. Prvošolčke in njihove starše so na uradnem sprejemu prvošolcev sprejeli tudi ravnateljica, razredniki in predstavniki šolskega parlamenta. Danes postajate čisto pravi šolarji. To je res en poseben dan. Podali se boste na eno dolgo pot šolanja, ki bo trajala kar 9 let. Želimo vam, da kljub temu, da šola prinaša nekaj obveznosti, v šolo prihajate radi, da se pri nas dobro počutite in da komaj čakate, da pridete. O vas pišejo mediji, danes ste zvezde šolskega dogajanja, že jutri pa boste z drobnimi, odločnimi koraki in šolskimi torbami na ramenih vstopali v šolo, ki pa ni samo hram znanja, zato ne pozabite, kako pomembni so medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, strpnost. Začetek šolskega leta je zares nekaj posebnega, predvsem zaradi sprejema novih otrok v šolo. Letos je v osnovno šolo na Bledu vpisanih 56 prvošolcev, ki so razporejeni v 3 oddelke. Na podružnično šolo Bohinjska Bela je vpisanih 6 učencev in pa na podružnično šolo Ribno 17 prvošolčkov. V ta poseben dan pa jih je pozdravil tudi direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Prvošolci so nato spoznali svoje razredničarke in dobili kapice z logotipom šole. Po sprejemu so otroci skupaj starši in razredniki prvič vstopili v učilnice, kjer so tradicionalno prejeli tudi rumene rutke, ki bodo pripomogle k večji vidnosti in varnosti otrok ob prihodu in odhodu iz šole. Seveda je bila tudi to za ena sprememba velika za njo, prehod iz vrtca v šolo. Seveda smo ji razložili, da bojo zadeve šle zelo počasi postopoma, da v bistvu prehaja iz vrtca v šolo in da se pol naprej to zadeve postavljajo, kakor učiteljica reče. Da pa bi se otroci na ta prelomni dan lažje sprostili, so razredničarke pripravile zgolj nekaj kratkih igrivih aktivnosti in navodil za njihove skrbnike. Me zanima, če ste kaj trenirali na prvi razred, če spesje? Nič! O tem, kaj čaka prvošolčke v začetku njihovega šolanja, pa so nam nekaj povedali tudi učitelji. Ja, jaz mislim, da velika večina otrok v prvem razredu se je zelo veselila vstopa v prvi razred in v to veliko šolo. Zato v prvih tednih jih predvsem čaka poznavanje in seznanjenje s to šolo. Vse seveda preko igre, preko pogovora in nekako na zelo sproščen način bomo jih seznali z življenjem na naši šoli. Jaz mislim, da smo oboji kar enako neučakani, oboji tam na odru čakamo, kaj bo, kdo bo prišel, kdo bo kaj rekel, kdo se bo kaj zmotil. Mislim, da se vsi, tako učitelji kot učenci, vsako leto veselimo novih izzivov, novih obrazov in lahko govorim zdaj v imenu vseh učiteljev, da smo se pogovarjali, smo načrtovali novo šolsko leto, nikoli pa tako ne veš, kaj te čaka, ker tako kot je rekel Forrest Gump, da nikoli ne veš, kaj boš med čokoladami našel in se mi zdi, da tudi med temi otroki bomo našli take in drugačne. Eni se veselijo na tak način, da jokajo, drugi se veselijo na tak način, da se zelo na glas smejijo. Vse to smo zdaj na sprejemu doživeli. Se pa oboji veselimo, pa tudi malo se oboje strah. Otrokov prvi šolski dan je prelomen ne le za malčke, temveč tudi za njihove starše. Otrok prihaja v nov obdobje, zato smo bili mogoče starši bolj živčni od otrok. Otrok se je tega veselil praktično že v cele počitnice. Kakšen je bil njihov prvi šolski dan, pa so nam zaupali kar otroci sami. Odličen! Te ni bilo nič strah? Me bilo nič strah. Kaj pa želiš postati, ko boš velik?
arheologist, policist ali vodnik. Super, lepa prihodnost. Ti želim, da ti to uspe. Ob začetku šolskega leta pa naj bodo na otroke na cesti še posebej pozorni tudi vsi udeleženci v prometu.